Prerok Elija je prišel kralju Ahabu povedati Božje sporočilo. Ahab, kar delaš, ni prav, tvoja dejanja so slaba, to je hudo v Božjih očeh. Odvrnil si se od Boga. Zato sem prišel povedati Božjo besedo. Tvoja žena in tvoji sinovi so zapustili Boga in darujejo drugim bogovom. Povem ti, Bog ti sporoča, nesreča bo prišla na tvojo družino in tvojo deželo. To je strašno, prosi Gospoda Boga, naj mi vendar odpusti. Prepozno. Zaradi tega bo prišla suša v deželo. Bog ne bo dajal dežja tej deželi. Nato je Elija odšel. Odšel je k potoku, kakor mu je naročil Bog. Elija je vedel, da ga zaradi teh besed, Božjih besed, ki jim jih je povedal, da ga sovražijo. Vedel je, da če ga najdejo, ga bodo ubili. Kralj Ahab je svoji ženi vse povedal. Kaj se je zgodilo? Ne vem, kaj naj storim. Prerokova beseda me je zelo prestrašila. Ne skrbi, naši bogovi bodo poskrbeli za nas. Sej veš, oni nam dajejo vse, mi ne potrebujemo tega Boga. Teh prerokov ne maram. Toda prerokove besede mene preganjajo. Kako je ime temu preroku? Poslala bom vojake, naj ga ujamejo. Ljudje pa naj gledajo, kako ga bom darovala mojim bogovom. Mislim, da ga ne boš našla. Nobeden ne ve, od kod je prišel in kam gre. Poslušaj, mislim, da je bolje pokesati se in se vrniti k Bogu. Nikoli, tu ni Boga. Nočem teh Božjih prerokov. Našla ga bom in ga ubila. Tako kot je rekla, je Ahabova žena Jezabela poslala vojake, ki so iskali Elija vsepovsod. Niso ga našli. Medtem pa je v deželi nastala, tako kot je Elija povedal, suša. Toda Bog je skrbel za Elija. Bival je ob potoku, iz njega je pil. Krokar pa mu je vsak dan nosil kruh, zjutraj in zvečer. Hvala ti, Bog, za kruh in vodo, je Elija odgovarjal Bogu. Suša in lakota v deželi sta bili res hudi. Rastline in živali so poginile. Ahabova žena Jezabela je pošiljala vojake nad nedolžne ljudi, da so jih odpeljali proč, tudi otroke, in ljudi je darovala bogovom, zato ker se je odvrnila od pravega Boga. Elija pa je spraševal Boga: O Bog, kako dolgo bodo še ti ubogi ljudje trpeli in stradali? Tvoji zvesti služabniki so. Gospod, zakaj molčiš? Moj Bog. Elija, poslušaj mojo besedo. Vstani. Pojdi v Sarepto, ki pripada Sidonu. Tam sem namreč neki vdovi zapovedal, da te bo hranila. Elija je slišal Božje besede in šel je. Upošteval je Boga. Hodil je nekaj dni brez hrane in vode, ko je končno prišel v vas. Ali je to Sarepta? Je vprašal. Da, kdo si ti? Izgledaš prav izmučen. Več dni sem hodil, prosim, prinesi mi kos kruha in vode, da bom pil.
oprosti, nimam nič pečenega, samo malo moke v loncu in čisto malo olja v vrču. Mislila sem to pripraviti za naju s sinom, da bova pojedla in preden da umreva. Oh, ne skrbi, pojdi in pripravi, toda najprej speči meni kolaček in ga prinesi, nato naredi še za vaju. Bog mi je rekel, če boš to naredila, lonec moke ne bo nikoli prazen in olja ti ne bo zmanjkalo. Res? Vrnila se bom. Ko je žena začela pripravljati kruh, se je zgodilo, kot je Elija napovedal. Moka v loncu, glej, ni je zmanjkalo, ni pošla in olja tudi ni zmanjkalo. Žena je gledala, ni se mogla načuditi, to je čudež. Olja in moke ni zmanjkalo. Po besedi, ki jo je Bog govoril Eliju, se je to zgodilo. Bog dela čudeže. Pokazal je, da on daje hrano za telo in moč za življenje.